Zdravo. Zakaj je ekskluzivna pogodba z nepremičninskim agentom dobra izbira? Pri izbiri nepremičninskega agenta, agencije, se mnogo posameznikov sreča oziroma sprašuje, zakaj bi moral podpisati ekskluzivno pogodbo ali ne podpišem ekskluzivno pogodbo z nekom ali neko klasično pogodbo. Torej, zakaj eno ali drugo? Po mojem mišljenju, jaz sam sicer zagovarjam ekskluzivno pogodbo. Zakaj? Bom zelo na kratko probal v nekaj minutah razložiti. Namreč, prodaja nepremičnine je zelo taka kompleksna zadeva, je zelo včasih ali pa dostikrat zelo zahtevna zadeva, predvsem pa je zadeva zelo, bom rekel, finančno močna, da tako rečem. Se pravi, v večini primerov prodaja, nakup nepremičnine predstavlja za posameznike največjo investicijo v življenju, ki pa se za mnoge zgodi mogoče samo enkrat. Nekateri prodajo, kupijo večkrat. Torej, v tem primeru sigurno ni smiselno na nek način sejeti nekih polovičnih zadev. Kaj mislim s tem polovičnih zadev? Gre se za to, da je pri ekskluzivni pogodbi se nepremičninski agent, se je moralo bi tako biti, zaveže, da bo ekskluzivno, že samo ime, na nek način poskrbel za tvojo nepremičnino, da se bo prodala, da bo dosegel najboljšo možno ceno v najkrajšem možnem času in da bo uredil vse, kar je potrebno za prodajo nepremičnine. Neka ekskluzivna pogodba, katere sklepamo tudi pri nas, absolutno vsebuje vse, kar je potrebno za prodajo, se pravi nek paket all inclusive. Torej, po mojem mišljenju je ekskluzivna pogodba smiselna in pametna zato, ker enostavno bi moral oziroma moraš dobiti vse storitve vključene, torej nekomu se potem kot naročitelju, torej lastniku, ne rabi ukvarjati z nekimi podrobnosti, kot so priprave pogodbe, overitve pogodbe, priprave obrazcev za davčni urad, pridobitev energetske izkaznice, pridobitev dokumentov recimo na občini v primeru prodaje zemljišča ali hiše zemljišča in tako naprej. Torej, to mora biti vse v domeni nepremičninskega agenta. Ampak ekskluzivna pogodba je pomembna predvsem zaradi enega vidika. Takrat bo vaša nepremičnina predstavljena ekskluzivno. Edina agencija, ki bo prodajala vašo nepremičnino, bo oglaševala to nepremičnino, torej izognete se podvajanju, početverjanju. Včasih se zgodi, da ima 5, 6, 10 agencij isti oglas za isto nepremičnino in dostikrat takrat pride do nekih napačnih podatkov, drugačnih podatkov, različne površine, različne cene, različni pogoji prodaje in tako naprej in tako naprej. In pri ekskluzivni pogodbi se vse to ognemo in hkrati je ta nepremičnina deluje kot neka dejansko ekskluzivna zadeva, kot neka dobra zadeva, ne pa kot ena stvar, katere lastnik je mogoče že v paniki in ne ve, kako bi še prodal in je zato dal 10 prodajati z upanjem, da bo rezultat boljši. Iz lastnih izkušenj v 20 letih profesionalne prodaje nepremičnine vam povem, da ne bo zato nič boljši rezultat. Ker za mene ekskluzivna pogodba tudi pomeni, da ponudimo tvojo nepremičnino drugim agencijam in tiste agencije, ki imajo morda kupca, seveda se povežejo z nami oziroma se mi povežemo z njimi. In tukaj potem govorimo o neki normalnem poslu, torej povezovanja nepremičninskih agentov, da se skupaj proda nepremičnina. Govorim o nekih optimalnih razmerah, kakršne jaz vidim, da bi trg pač moral biti. Se pravi, pri ekskluzivni pogodbi se enostavno znebite teh težav. Ali pa recimo, kaj se zgodi, če vam več agencij prodaja nepremičnino? 2 agenciji vam v obdobju pol ure ali pa 1 ura ali pa enega dneva pripeljejo istega kupca. Zakaj? Ker eni povejo naslov, ga pokažejo, ga predstavijo nepremičnine, eni ga pa skrivajo do zadnjega, za vogalom povejo. In potem ta kupec ne ve, kam gre in pride pred vrate pa reče, vse to sem pa že pol ure nazaj gledal, pa vse tle sem bil pa že včeraj. In kaj se zgodi? Izpade neresno, izpade tako, da imate vi dodatno zgubo časa,
ne nazadnje kupci hodijo, mogoče brezpotrebne, zato je ekskluzivna pogodba definitivno dobra izbira in po mojih izkušnjah bistveno boljše rezultate agentje dosežejo z ekskluzivnimi pogodbami, ker se res osredotočijo na točno to nepremičnino in ni samo ena nepremičnina, ki je tam šla še v ponudbo, samo zato, da jo ponudi, ampak se seveda zavežejo, da bodo to prodali. Še boljša ekskluzivna pogodba je pa takšna, da je za čim krajši čas. Po zakonu je določeno, da je 9 mesecev maksimalna doba, za katero lahko podpišete pogodbo o posredovanju z nepremičninsko agencijo. Pri meni se držimo čisto enostavnega pravila. Mi podpišemo z našimi strankami samo za 3 mesece prodajno pogodbo oziroma pogodbo o posredovanju. Zato, ker vemo, da v tem času se mora nepremičnina prodati. Če se v tem času ne proda, ali nadaljujemo, ali popravljamo ceno, ali pa nas naročitelj dobesedno odpusti, ker ni zadovoljen z nami. Zakaj pa ne? Ampak ker je ekskluzivna pogodba tista, ki daje obvezo, da bomo nekaj dosegli, da bomo čim boljše, čim hitreje, za čim boljši denar prodali nepremičnino, brez nepotrebnih podvajanj, zmede, napačnih informacij, nesoglasij in tako naprej za lastnika. Torej, nepremičninska agencija, ki bo podpisala ekskluzivno pogodbo, je sigurno za moje pojme veliko boljša izbira, kot pa neka splošna pogodba, ker sistem, če podpišete z večjimi agencijami, nič dodatno, vsaj po mojih izkušnjah, ne izboljšate položaja na trgu. Pa seveda oboje stranska korist je takrat največja, če se to za nek krajše obdobje seveda določi, ne? Ker potem bo tisti agent, ki je sprejel vašo nepremičnino v prodajo, seveda naredil vse do teh 3 mesecih proda. Če se to ne zgodi, je potem seveda predmet debate, kako in kaj se bo nadaljevalo. Torej, vprašajte agenta, kakšno pogodbo boste podpisali, klasično, ekskluzivno in tako naprej, in vprašajte ga vse stvari, kaj se bojo naredile, kaj je v ceni, v proviziji, kaj je potrebno dodati, kaj je potrebno še plačati in tako naprej. Vzemite 2, 3, 4 ponudbe različne in potem izberite tistega, ki se vam zdi, bom rekel, ali najbolj konkurenčen, ali vam najbolj všeč, ali vam najbolj ustreza, ali vam, vas je najbolj prepričal in se potem pravilno odločite. Sam pa osebno zagovarjam ekskluzivno pogodbo. Adijo.